Živijo! Ste vi Klemen? Ja, res je. Lars. Živjo. Mi smo pa danes sesali v našem stanovanju, pa sva nekaj slišala, da vi tukaj preiskujete prah, pa me je zanimalo, kaj sva posesala. Tale vrečka je prav gotovo vrečka presenečenja. Bomo pogledali, kaj vse skriva in kaj ste nasesali. Zakaj pa sploh raziskujemo prah? Prah je v bistvu naš spremljevalec vsak dan. Zato nas zanima, kako velik je ta prah in kakšno kemično sestavo ima. Kajti zelo majhni prašni delci lahko prodrejo zelo globoko v naša pljuča, celo v našo kri lahko pridejo skozi pljuča in potem dobimo alergije, nas dražijo, kašljamo. Če je pa prah sestavljen iz takih elementov, kemijskih elementov, ki so nevarni za naše zdravje, pa lahko resno zbolimo. Enega pa dala spodaj. Jaz bom prijel, da bomo bolje videli, kaj se skriva. Tako, ti bom jaz začel. Ti pa potem razpri, da vidimo, kaj se skriva pod. Koliko drobnega prahu. Vidite, in ves ta prah lahko mi vdihnemo. In sedaj bomo ves ta prah na ta sita, takole bomo podrgali. Kaj pa gledamo, te velike ali te male delce? Za naše zdravje so najbolj nevarni majhni delci. Tako da v teh vrečkah nas najbolj zanimajo najdrobnejši delci. A to bolj pomeni, da je lahko pospravljanje nevarno? Pospravljanje je lahko nevarno, ampak je bolj nevarno živeti v nepospravljenem, umazanem stanovanju, ker s tem, ko tekamo po stanovanju, dvigujemo prah, ki ga vdihnemo in nam potem povzroča težave. Lars, nekaj sem noter. Ja, lepilo. Vidite, to je že precej prahu, že dovolj za analizo. Tako, zdaj smo v laboratoriju, kjer bom jaz analiziral vajin stanovanjski prah. Ta čas pa bi vaju prosil, da gresta ven in s temi ščetkami iz asfalta, iz por asfalta, izščetkata cestni prah, da tudi pogledamo, kaj je v cestnem prahu in ga primerjamo s hišnim. Klemen? Tole smo našli na cesti. Odličen cestni prah. Ga bomo pogledali. Ja. Ja. Kaj pa je najpogostejša stvar, ki jo najdete v vrečkah od sesalca? V vsaki drugi vrečki skoraj najdemo nogavico, pa cel kup Lego kock, pa igrače, prstane, igle, domine. Kako bomo pa preiskali tale naš prah? Ta prah bomo sedaj pogledali pod elektronskim mikroskopom, s katerim vidimo zelo majhne delce, mikrometrskih nivojev, torej takih, ki jih s prostim očesom ne vidimo. Vidite, te temni delci so v bistvu ostanki vajine kože. Tega je pod mikroskopom zelo veliko. Kaj pa je tole? To pa je delček zlata. Je v bistvu nastal s tem, ko se je ena stvar drgnila ob nakit in je iz nakita potem izletel ta ostružek, ta delček. Kaj pa so te mali delčke vmes? To so pa delci saj. To nastane pri gorenju. Ko prižgeta vžigalnik ali pa ko zakurita v peči, se pojavijo te delci saj, ki so okrogle oblike, kot kroglic, kot frnikola izgleda. Kaj smo pa našli v cestnem prahu? V cestnem prahu je v bistvu največ delčkov peska, ki prihaja iz asfalta ali pa iz posipanja cest. Potem pa ta podolgovat delec je pa nastal pri obrabi pnevmatike. To pomeni, ko se pnevmatika vrti po cesti, ko peljamo avto, take drobne cigarasti delčki, take elipsasti delčki nastajajo in to je v bistvu mikroguma. Potem pa ta svetu ostrorob delec, pa je delec bogat z barijem, ta pa je nastal pri obrabi zavor. Na kaj pa treba paziti, ko smo našli v tem našem prahu? Paziti je potrebno predvsem na to, da kadar je zunaj onesnažen zrak, da zapiramo okna, da te delčki, ki so v zunanjem zraku, ne pridejo v našo notranjost in pa seveda redno pospravljati, da vse te delčke umaknemo v smeti. Tako da, kot vidite, pospravljanje nikakor ni nevarno, ampak precej koristno.